ena zanimiva stvar. Ne? Pred kratkim smo objavili na TikTok tisto predpromocijsko obdobje za Umiko. Smo delali smo v bistvu razdelili te naše intervjuje iz lanskega Umika za vsake stojnice in tako naprej. Ne? In zadeva je hitro postala zelo, zelo pereča v normi svetu. V bistvu, tako zelo, da smo v bistvu vse skupaj nabrali okoli 100,000 ogledov od vsega promocijskega obdobja. Ampak en komentar, ki me je specifično zanimal, je, oziroma vprašanje je bilo, kje so anime trgovine. In če živiš v Ljubljani, v bistvu sploh ne razmišljaš o tem, ker imaš Mladinsko knjigo, imaš TCG Park, imaš Črno luknjo, veš, ampak potem sem razmišljal, za ljudi, ki živijo izven Ljubljane, nimaš anime shopov sploh, right? V Mariboru ni nič. Niti kolego anime fanov. Na obali ni nič. Je v Gracu. Ja, ampak nimaš v Sloveniji, ne? Animanga, pa Müller ima dejansko večji izbiro gori. Müller ima večji izbiro gori. Kje je gori v Gracu? Nimate pa trgovine, ki bi se ukvarjali s prodajanjem anime merča, pa imeli mange v angleščini in podobno. Sploh nekaj taskov, kot ti Felix ima pa Mladinska knjiga Maribor, ampak nimate niti približno tako ima Maribor. Prvo, kaj se je tako začelo, je zdaj TCG Park, ko začenjajo res vse skupaj v enem sklopu. Moj point je, TCG Park je želel v Kopru nekaj časa odpreti podružnico, pa so potem ugotovili, da pač tisti potrošniki na obali, oni so precej bolj skoncentrirani na italijansko gradivo, ne? In oni pač ne prodajajo italijanskega gradiva, se pravi, bi verjetno večina njihovega trga prišla iz merča ali figure. Zdaj vprašanje, koliko so, ne vem, Italijani verjetno tudi prevajajo svoje karte in tako naprej. Zdaj odvisno, koliko bi oni požrli tega TCG trga, ne? Tako da je malo kočljivo. Kakšna je v bistvu persona potrošnikov v Mariboru? Se vam zdi, da bi bilo smiselno odpreti kakšen TCG Park v Mariboru ali je zadeva spet potrošnika bolj germanizirane narave? Ne več. Moje mnenje je, da location. Okay. Vse je odvisno od lokacije. Smo imeli lahko rečem Europark. Europark bi zmagal. Mislim, da je GameStop, pa kaj je že bil tisto, ko bo v Europarku, ko je imel anime. Ne, ona zadeva jako je. Ne, ni GameStop bil. Kaj je že bil? Game Start ali nekaj? Nekaj je bilo, ki je bilo kao Geek Shop, ne, basically. Glede anime staffa me ogromno, ne. A samo Funko Popa. Pa nekaj takega, ampak vseeno, mislim, ni šlo, zaprlo se je. Ampak vseeno, location. Ampak na video gaming je bil. Kaj je pa že v eni službi, sem rekel, če naš šef je čuden. Location. Ne moreš zadati neki, ne vem, kam se rekel, na Gospodsko ulico v Mariboru, tam ti na dven kupoval, ni šlo. KFC je zmagal. Recimo, da pokrijemo te parametre, da je dobra lokacija, da je promocija dobra, ne? Recimo TCG Park ima precej dobro promocijo prek socialnih omrežij, se mi zdi, vsaj za naš osrednji slovenski del. Ne? Če bi pokrili te parametre, se vam zdi, da je potrošnikov dosti za njihov merch, da bi ta trg deloval. Dejansko, ker imate pač imate najboljši vpogled v Mariboru in okoliš, kar se tiče potrošnikov. Pokémon, pa te zadeve te to je kar Kođo dokazal, da card gaming deluje. Če bi bili recimo pač dovolj, bom rekel zdaj, bom tako čisto realno rekel, ne? Če bo dovolj ugoden merch, če bo dovolj dostopen merch, kar se čiste cene, ki bo konkuriral lahko z Amazonom plus potem bi rekel, da bi funkcioniral. Če pa bo to dražje za 5 evrov, kar bi recimo za poštino pokril preko Amazona, pa ti žal iskreno rečeno dvom. Samo tu mlajša generacija vseeno ne še ne naročajo toliko. To je res, nima kreditnih res. To sem pa že opazil, ja. Vseeno raje pač kot tak, ne? Pač videl sem, da zdaj že parkrat, ko sem bil v Felixu, recimo, kar fan ali pa dva sta prišla v mange, ki so specifično mange prišli gledati, ampak sem videl, šel je tista eno polico skozi, pa ok, gremo. Imaš pa recimo na prvi tega, pa imaš Avstrijo, ko imaš v Sajersbergu, imaš tam 80 ljudi okoli manj, kot ti gleda, ampak dobro, tam imaš policija, tako velika kot ta soba, recimo, To tista tvoja soba, ljubi. Tako da... Cel studio. No, studio, sorry. Vse je soba, studio je soba. Ampak, ne. So pač najboljše si je, če si jih pač naročiš za ene trgovine v drugo, pa ti jih prepošlje, pa jih samo dvigneš. Veš kaj problem teh fizičnih trgovin, sploh se tiče mank. Kak zalogo v
uravnovesiti, da boš imel ti dovolj, da bo ljudje kupovali. Zaradi tega, ker ponovadi prvi, drugi volume gre v sekundi. Exactly, In priješ noter, prije nekdo random, pa imaš potem tam volume 5, 6, 7, 8, pa kam zastojamo, če nimam 1, 2, bom samo preko Amazona. Ali pa imaš 1, pa 2, pa imaš zmage fali, pa imaš potem 27. Ampak imaš pa potem kontra zadevo, kaj pa se v Avstriji dogaja, sem opazil, da pa ful prvega, pa drugega volume naročajo, pol pa samo tisto ostane. In imaš spet potem, da pa, ne vem, jaz bi rekel, moče kako raziskava, če se naredi zaradi kaj takega, če že kaj v tej smeri, ne. Mogoče bi bilo smiselno, da ko boste naredili svoj event, da povabite TCG Park, ne? In potem lahko dejansko TCG Park vidi, kako se dejansko prodaja ta merch na ne vem, lokalnem potrošniku, ne. Imaš prvi 5 volumov, na primer, skupaj. Ja, bundle. Misliš, da greš... TCG Park ponavadi ima vse od prvega do nekega, dejansko probajo držati to zalogo, ne. Vinland Sago, mislim, da so imeli od 1 do 11, pa to je pač tako debelo bukva, ne. Tako da... Tista velika izdaja. Ja. Pač po moje prodajalo bi se, to bi definitivno. Dok imaš naslove, ki ljudje zanimajo, bi po moje se prodalo. Ja, se to. Ne smeš imeti preveč obskurnih, pa mogoče ne preveč... Pač moraš imeti tisto sezono, ki se dogaja. Glej, Dungeon Meshi je stalno razprodan za... Dobro, saj za šonen ne zgrešiš nikoli, nekaj, če imaš šonen naslove. Šonen pa tako je. Mogoče celo, da imaš kaj takega, kaj še ne prihaja, ampak bo prišlo. Tudi, da se pripraviš, ker tako veš, kaj bo v naslednjo sezono. Merch pa tako vsi vemo, kaj se prodaja. Pa ti že veš, kaj je hajpano za naslednjo sezono, potem naprej pa veš, aha, to bo hajpano, to bomo nabavili, ne. Mislim, tako jaz delam dejansko z mangami. Ko vidim, kaj bo prišel anime, vse bo se razprodalo, moram zdaj zagravi prej. Definitivno. Jaz sem imel Spike's Family veliko prej, pol bil boom, pa nič nismo mogli več dobiti. Definitivno. Za TCG Park specifično, oni so imeli samo eno podružnico na začetku Ljubljana Rudnika, ne? In tudi glede mang so imeli samo eno polico, če si predstavljaš. Potem pa je tako, mesec minil, pa so dali še eno polico, pa mesec minil, pa so dali še eno polico, ker očitno so se zelo dobro prodajale, ne? Zdaj ga me zanima, ne vem, Ljubljana očitno se je pač precej dobro, so se fizične mange prodajale. A kako bi bilo to dejansko v Mariboru? Mogoče, da odsprejo nekaj, da vidijo najprej, to bi dejansko AB testirali, bi šlo, potem pa začnejo z manjšo zalogo, pa probajo. Definitivno. To bi bilo za kakšnim manjšim prostorom, prvo začnejo, pač neki manjši prostor, da nimaš toliko pač izdatkov, ne? Za karte definitivno bom ti rekel, da bojo šle. Pokémon, Yu-Gi-Oh! To je, mislim, da je itak njihov glavni... Mariborčani so še večji. Ja, oni so se močni. Veliko bolj kot Ljubljana. Porinte jim malo to, olej. Definitivno to je zadeve, čeprav kako se bo kaj kar konžilo potem v to. Ja, pač ovo je... Čakaj, se jih lahko še čeprav njih ne gane. Če se ne gane, ker zaradi tega, ker pa rekel, imamo mi uvozništvo, pa vse to lahko še dobe spravimo zraven. To je možno. Znaš, kako se deluje. Možno. Ker njemu je pač res, ker on zdaj ful dosti zadev uvaža samo. Ja, vse to je res. Ker kaj se v Big Bangu prodaja, naprimer, tisto je vse skar končele. Res? Ja. A tak so pol oni dobri Big Bangov. Zato ima Big Bang tudi One Piece, TCG. Ja, ko tako gledaš, kako ti imajo ves to zadevo, ko res se posebej. Ja, to je od njih dejansko pač. Lepa. Okay. Next question. Next question. Okay, se pravi, ne, ampak vidite potencial pač v anime merchu, tudi ne sem mange, like... Po mojem bi se še, definitivno. Figure, se prodaja tudi preko Maribora. Kaj pa cosplay shop? Ne funko figure, to je definitivno ne. Cosplay shop, ne vem, tako specifično, če kdo dela si tak svoj, svet metraži recimo najbolj tukaj služi, kar se tega tiče, ne, po moje. Da bi pač pre-made kostume, ali pa kaj take se tega. Ja, ne vem, kako je to sploh pogosto v Avstriji, v Nemčiji. Ker velikrat imajo pač tega bring and buy, ne, ko prenesejo cosplay, svoj star cosplay, pa se pač dobiš dejansko cel cosplay na teh konvencijah. Ampak ne vem, kako pogosti so dejansko sami story, da bi imeli dejansko še noter cosplay. Ja, še nisem zasledil ravno. Dvom, da obstaja specifično, ampak bi pa rekel, da bolj ne, ko glede na to, da se pač splošna populacija, če gre noter, to te zapusta, gremo ven tukaj, ne, pač takega nekega mimojedočega, da bo nočel pogledati, pa kupim kaj, ne. Pač večino cosplayer se nekaj izdela sam ne kostum. Ja. Tak da. Ne vem, kako je smisel v tem, ne. Mogoče da bi imela kakšna trgovina, ki ima že kakšen merch, da bi imela mogoče kakšne accessories, ajde, to bi rekel, ne? Ja.
To že, ampak da je specifično tak pa... Čeprav lani najto je bila ena trgovina, ki je pač imela pač različne Ja, oblačila, okej, pa to te je- zadeve, ne, bolj tak... By dement, mogoče da narediš, ne, recimo. Okej. ne. Le, čakaj, predlani, sorry. Kako Sorry, naročila pa to. tole sem zamešal. Predlani v Piramide je bila pač ena trgovina, ki je dejansko imela pač steampunkiš zadeve, pa te zadeve. Ja. Se tudi prodaja. Ja. Zdravo. Lolita in podoben fashion, pač ta Ja, Harajuku Pa fashion se mi v zdi. Dunaju Ja. obstaja Ja, zelo mislim, da lite Dunaj, posebej, ja. ja. Oni imajo, to vem, ker sem šel mimo takrat. Pa dobro, se mislim, da v Ljubljani tudi je ena trgovina z Bila gotik je, tematiko. mislim, da Bila je v Je še BTC-ju, tam Ne, ne spodaj. BTC-jo, tukaj, v centru. v centru je bila V centru. na Trubarevi cesti, Ja. je bilo včasih, ampak to je tako že zaprto. Tukaj, ko je Pet ta plus let. svilna pot, ne svilna pot, kaj Ja, je je, tukaj? To še je bilo Svilna odprto, pot, par ja, mesecev pa nazaj. KFC je zdaj tam. Kaj? KFC je Ne tam. KFC, je Okej, tako. ja. Korean fried chicken. Ja. Korean fried Ja. chicken. KSF, Ja, Korean whatever. street food. Ta Korean street food.